Skozi zgodovino so se številne kraljeve družine se poročale znotraj sorodstva, da bi si zagotovile ali razšivile svojo moč, a nobena bolj kot zloglasna hiša Habsburžanov. To je privedlo do ene najbolj v sorodstvu prepletenih ženskih linij v zgodovini, ki je dosegla vrhunec z Marijo Antonijo Avstrijsko, najbolj v sorodstvu prepleteno princeso v zgodovini. Krhka, kratkoživa in zadnja v svoji liniji je njena zgodba vrhunec stoletij medsebojnih porok. Skupaj s svojim deformiranim stricem, kraljem Karlom II., je zaznamovala tragičen konec španske Habsburške dinastije. Toda, da bi razumeli, kako se je zrušila najmočnejša evropska družina, moramo prevrteti nazaj skozi zapleteno mrežo Habsburške zgodovine. Mogočna hiša Habsburžanov se je začela v razgibanih obmejnih območjih Švice in Avstrije v srednjem veku. Skozi leta so Habsburžani začeli osvajati velik del Evrope, vendar ne predvsem s krvavimi vojnami. Ne, obvladali so umetnost uporabe porok kot sredstva moči. Sklepali so zavezništva, ki so jim omogočila, da so si prilastili ogromna cesarstva. Do poznega 15. stoletja so podedovali španski prestol in postali najneustavljivejša sila Evrope, družina, katere moč ni poznala meja. Leta 1556 je to ogromno cesarstvo Karel V. razdelil med dve veji svoje družine, svojega brata Ferdinanda in svojega sina Filipa. S tem sta nastali dve kraljevski velesili, avstrijski Habsburžani, ki so vladali srednji Evropi, in španski Habsburžani, ki so poveljevali imperiju, ki se je raztezal od Madrida do Amerike. Toda njihova strategija ohranjanja oblasti v družini je imela svojo ceno. Poroke so sklepali med seboj znova in znova in znova. Ta izkrivljena tradicija je privedla do uničujočih genetskih posledic, ki so njihovo dinastijo ohromile od znotraj. Obstaja nešteto osebnosti, s katerimi bi lahko začeli, in sorodstvene poroke segajo stoletja nazaj. Naša zgodba pa se začne z Margareto Avstrijsko, kraljico Španije. Kajti po njej so postale poroke še tesnejše, genetika šibkejša in padec vse bolj neizogiben. Margareta Avstrijska se je rodila na božični dan leta 1584 v mestu Gradec v Vojvodini Štajerski na območju današnje Južne Avstrije. Njen oče je bil Karel II., nadvojvoda Avstrije, njena mati pa Marija Ana Bavarska. Kot pri mnogih evropskih kraljevih družinah je bila njihova krvna linija prepletena z generacijami porok med bratranci in sestričnami, vendar je bila ta zveza še bolj zapletena. Bila sta stric in nečakinja. In vendar je kljub tveganju zaradi tako tesnega sorodstva 12 od njunih 15 otrok preživelo do odrasle dobe. Margareta, 8. otrok, se je rodila v številni in ambiciozni družini, obdana s starejšimi sorojenci, ki so jih že pripravljali na veličino. Čeprav je Margareta izvirala iz avstrijske veje družine, je pripadala štajerski veji Habsburžanov, ki ni bila del glavne linije. Močnejša veja Habsburžanov je vladala Avstriji kot nadvojvode in vladala iz svojega oporišča na Dunaju. Vodja te glavne linije je bil v tem času Rudolf II., ekscentričen in nenavaden mož, ki ga je bolj zanimalo zaposlovanje eksperimentalnih umetnikov in čarovnikov na svojem dvoru na Dunaju, kot pa vladanje habsburškim posestim. Vendar se je njegova družinska linija redčila, Margareta pa je svojo vejo nosila nevaren potencial. Zato bi lahko nekega dne presegli svoje bratrance in prevzeli oblast na Dunaju. Ta možnost je mlado Margareto, čeprav je prihajala iz tako imenovane mlajše veje, naredila za ključno figuro na šahovnici habsburške politične moči, kot bomo videli. Odraščala je na mlajšem habsburškem dvoru v Gracu, kjer se je naučila govoriti in brati latinščino, jezik učenosti in katoliškega bogoslužja po vsej zgodnjonovoveški Evropi. Od mladih dvornih dam so pričakovali, da obvladajo bonton, modo, ples in pogosto tudi glasbo. Mnoge, kot Margareta, so pisale tudi pisma v poljščini, nemščini, latinščini, italijanščini ali angleščini, pri tem pa uporabljale okrašeno kaligrafsko pisavo. Tako je Margareta preživela svojo mladost. Zavedala se je tudi politike svojega časa. Habsburžani so stali na čelu Svetega rimskega cesarstva, veliki združbi stotin majhnih kneževin in svobodnih mest,
ki so bila le ohlapno povezana z zvestobo svetemu rimskemu cesarju, običajno najstarejšemu članu avstrijskih Habsburžanov. Stoletja je sveto rimsko cesarstvo vztrajalo pri krhki iluziji enotnosti, a ta iluzija se je razblinila leta 1517, ko je protestantska reformacija zanetila vihar verskega upora. Ko so se luteranske in kalvinistične države odcepile, so stoletja cesarskega reda začela razpadati. Margareta se je rodila sredi kaosa, v dobo naraščajočih napetosti, poglabljajočih se delitev in razklanega cesarstva na robu propada. Kmalu pa bo tudi njeno življenje potegnjeno v ta vihar. Ko je bila Margareta še zelo mlada, so se misli že usmerile k njeni morebitni poroki. V zgodnjem novem veku v Evropi ni obstajal pojem najstnika. Iz otroka si postal odrasel z začetkom pubertete, običajno pri 13 ali 14 letih, kar je bilo splošno razumljeno kot ločnica med nedolžnostjo in odgovornostjo. Zato je bilo povsem normalno, da so hčerko kraljeve rodbine poročili kot diplomatsko figuro, ko je dosegla to starost. Seveda je bila za kraljevske ženske poroka redko povezana z ljubeznijo, in če si bil Habsburžan, je bil zakon skoraj zagotovo s sorodnikom. Zanje parjenje v sorodstvu ni bilo tabu, temveč strategija. Združitev avstrijske in španske veje ni bila tvegana, temveč pravična. Verjeli so, da je oblast najvarnejša, kadar jo povezuje ena stvar – lastna kri. V Margaretinem primeru bi se običajno poročila z manj pomembnim plemičem. Vendar se njen bratranec, cesar Rudolf II., nikoli ni poročil, kljub številnim pogajanjem o poroki skozi leta, in najverjetneje bi ga nasledil njegov brat Matija, ki je bil prav tako brez otrok. Zaradi tega je bila resničnost takšna, da bi mlajša štajerska veja Habsburške hiše verjetno nekoč postala vladajoča veja na Dunaju. Margaretin brat Ferdinand pa bi lahko postal celo cesar svetega rimskega cesarstva. Zaradi tega je Margaretina roka postala pomembno diplomatsko orodje v evropskem boju za oblast. Tako je v zgodnjih mesecih leta 1599 Margareta prispela v Španijo v siju ceremonij in pričakovanj, namenjena, da se poroči s svojim bratrancem iz španske veje dinastije. Ta zveza po takratnih merilih ni bila škandal, a je bila vseeno izstopajoča. Filip III., komaj v svojih 20 in že obremenjen s težo kraljevanja, se je poročil s komaj 14-letnim dekletom. To zvezo Margareta ni postala le kraljica Španije. Postala je tudi slovesna cesarica svetovnega imperija. Do leta 1599 je španska krona priključila Portugalsko in njeno čezmorsko bogastvo ter vladala ogromnim območjem Amerike, Karibov, Afrike, Azije in Pacifika. Tako je 14-letna Margareta, ko se je aprila 1599 poročila s Filipom III., z eno samo slovesnostjo postala verjetno najmočnejša ženska na svetu. Toda, kaj jo je za bleščečo fasado palač in ceremonij čakalo, življenje vpliva ali življenje osame in dolžnosti. Filip III. Je bil na papirju eden najmočnejših mož na svetu. Pravkar je podedoval špansko in portugalsko krono od svojega mogočnega očeta Filipa II., strogega in nepopustljivega vladarja, ki je desetletja vodil vojne po vsej Evropi, da bi zadušil protestantizem in obnovil katoliško prevlado. A pri tem je za seboj pustil razdeljeno in bankrotirano kraljestvo. V to nemirno dediščino je prišla 14-letna Margareta, vendar pa ni dvoma, da je imela vpliv. Njen mož, za razliko od svojega očeta, je bil neodločen in ga je bilo lahko prepričati. Zato je Margareta hitro začela tiho, a vse bolj vplivati nanj. Njeno poslanstvo je bilo jasno: usmeriti špansko zunanjo politiko v korist svojih avstrijskih sorodnikov. Na srečo za Margareto je bil njen zakon s Filipom tesen in ljubeč, kmalu pa so se jima rodili tudi otroci. Pravzaprav je bilo redko obdobje, ko v preostanku svojega življenja ni bila noseča. Toda to ni bila običajna kraljeva rodbina. Tako Margareta kot njen mož Filip III. Sta bila rojena iz zvez med stricem in nečakinjo,
zaradi česar sta bila med najbolj imbridiranimi posamezniki v evropski kraljevi zgodovini. Njihovi geni so bili tesno prepleteni, družinsko drevo pa je bilo bolj podobno krogu kot veji. Vsak otrok, ki sta ga dobila, je bil rezultat stoletij zaprtih krvnih linij, vsaka nosečnost pa ni prinašala le upanja za dinastijo, temveč tudi tveganje za genetski zlom. Kljub vsemu je Margareta rodila vsaj 8-krat in kar je presenetljivo, je 5 njenih otrok dočakalo odraslost. Za par s tako nevarno prepleteno DNK je bil takšen izid pravi čudež. A tudi ti preživeli otroci so nosili breme svoje krvne linije. Genetske posledice pa so postale še bolj očitne v naslednji generaciji. 22. septembra 1601 je Margareta rodila njunega prvega otroka s Filipom, hčerko po imenu Ana Marija Mauricija. Tako kot njena mati, pred njo je bila Ana Marija zelo mlada oddana v zakon, zaročena s francoskim kraljem Ludvikom XIII pri komaj 10 letih, poročila pa se je leta 1615, ko je imela 14 let. Ana Marija je imela mrtvorojenega otroka in nato 4 spontane splave, preden je rodila 2 zdrava dečka, med katerima je bil tudi francoski kralj Ludvik XIV, najmočnejši absolutistični kralj Evrope. Iz zakona Margarete in Filipa se je rodilo še več otrok. Deklica Marija je žal umrla le mesec dni po rojstvu, spomladi leta 1603. Njuna mlajša otroka, Margareta in Alfons Moritz, sta prav tako umrla v otroštvu ali dojenčkovem obdobju, vendar so srednji otroci preživeli. Najstarejšega sina so poimenovali Filip po njegovem očetu in po njegovem rojstvu je kralj Margareto zasipal z ljubeznijo in pozornostjo. Rojen aprila 1605 je nekega dne postal kralj Filip IV. Španije. Druga hči, Marija Ana, rojena leta 1606, se je poročila s Ferdinandom III. Iz avstrijskih Habsburžanov. To je bil njen bratranec, saj je bil sin Ferdinanda II., Margaretinega starejšega brata. Marija Ana je rodila 6 otrok, vendar so do odraslosti preživeli le 3. Končno je Margareta leta 1607 rodila dečka po imenu Karel, leta 1609 pa še enega sina po imenu Ferdinand. Karel je živel le do sredine svojih 20 let, vendar je bil spoštovana osebnost na dvoru, ki so ga za kratek čas celo obravnavali kot morebitnega bodočega kralja, ko je njegov starejši brat, kralj Filip IV., v 20 letih 17. stoletja hudo zbolel. Ferdinand, kot najmlajši izmed preživelih sinov, je vstopil v cerkev in postal kardinal, pri čemer ga je mati že v najzgodnejših letih spodbujala v veri. Njegova rimskokatoliška pobožnost je bila dobro znana. Imel je tudi politično kariero, saj je nekaj časa služil kot guverner španske Nizozemske na območju današnje Belgije. Filip III. Še zdaleč ni bil odločen vladar. Bil je znan po tem, da je bil zelo dovzeten za vplive, saj so ga zlahka prepričali dvorjani in celo njegova odločna žena. To je bilo pomembno. Španija je še vedno stala na čelu ogromnega bogatega imperija, vendar so desetletja katastrofalnih vojn proti Francozom, Nizozemcem, Angležem in Turkom popolnoma izpraznila njeno zakladnico. V Madridu se je zdaj oblikoval obupan krog reformatorjev, ki je zahteval drzne ukrepe za rešitev tistega, kar je ostalo od bledeče slave Španije. Margareta v tem pogledu ni dobro vplivala. Globoko konzervativna je odločno nasprotovala vsem predlogom za zmanjšanje izdatkov za cerkev in kraljevske ceremonije. Rezultat je bil katastrofalen. Gospodarska situacija v Španiji se je še naprej slabšala, vlada pa je v času vladavine Filipa III. Večkrat bankrotirala, tako kot se je to zgodilo že pod njegovim očetom. V središču španskega dvora je izbruhnil silovit boj za oblast. Skupina dvorjanov je odprto nastopila proti Margareti in jo obtožila, da njen fanatični katoliški zanos izkrivlja kraljevo presojo in potiska cesarstvo v kaos. Večkrat se je spopadla z vojvodo Lerma, najmočnejšim španskim plemičem in pravim vladarjem za šibkim prestolom Filipa III. Njeno prebrisanost in ostre politične instinkte je sicer spoštoval, a ni dvoma, da jo je imel tudi za resen problem in jo je skušal izriniti iz oblasti. Margareta pa je sklenila zavezništvo z več drugimi ženskami na dvoru.
Čeprav niso smele opravljati uradnih funkcij, so s pomočjo osebnih povezav, strateškega svetovanja in tihega prepričevanja prefinjeno oblikovale politiko ter iz ozadja kraljeve hiše izvajale pravo moč. Med zaveznicami Margarete je bila tudi udova cesarica Marija, udova cesarja Maksimiljana II., ki je imela vpliv na španskem dvoru vse do svoje smrti leta 1603. Še bolj trajno pa je bilo Margaretino zavezništvo z Marijino hčerko, Margareto od Križa, kraljevsko redovnico, znano po svoji pobožnosti in dvornih povezavah. Skupaj so te tri avstrijske habsburške ženske usmerjale Filipa III. K izrazito proavstrijski in prokatoliški politiki. Tako je Španija hitro podprla Avstrijo, ko se je Margaretin brat Ferdinand II. Leta 1618 soočil s protestantskim uporom na Češkem, kar je sprožilo 30-letno vojno. Njihov skupni cilj je bil preprost: obnoviti katoliško oblast in habsburško prevlado po razdrobljenem Svetem rimskem cesarstvu. To je bila usodna odločitev, ki je Španijo izčrpala do konca. Vojna se je vlekla desetletja in ko je Margaretrin sin, kralj Filip IV., umrl leta 1665, je bila Španija le še bleda senca svoje nekdanje slave, popolnoma zasenčena strani Anglije, Francije in drugih. In tragično ceno tega padca bo nosil naslednji habsburški kralj. Na koncu je Margareta sicer uspela svojemu šibkemu možu vsiliti proavstrijsko politiko in je v tem pogledu prehitela vojvodo Lerme, vendar pa ni nikoli dočakala, da bi se sadovi te politike uresničili. Umrla je 3. oktobra 1611 zaradi zapletov po porodu, potem ko je rodila sina Alfonza Mauricija, ki je sam umrl še pred svojim prvim rojstnim dnem. Takrat je bila stara komaj 26 let. Kralj Filip je bil zaradi njene smrti uničen in se nikoli več ni poročil, čeprav je imel le 33 let. Umrl je 10 let kasneje. Kljub kratkemu življenju je Margareta uspela oblikovati dvorno politiko in je za zdaj zagotovila nasledstvo dinastije. Kljub temu so Habsburžani v 17. stoletju še bolj vztrajali pri svoji smrtonosni incestuozni tradiciji, saj so se strici poročali z nečakinjami iz generacije v generacijo, v obupanem poskusu ohraniti oblast znotraj čiste rodbinske linije. A cena je bila katastrofalna. Marija Ana Španska se je rodila v palači Escorial, severno od Madrida v Španiji, 18. avgusta 1606. Njen oče je bil kralj Filip III. Španski, mogočni monarh, ki je od leta 1598 vladal mogočnemu Iberskemu imperiju. Takrat je bila Španija veljala za najmočnejšo silo v Evropi, ki je vladala velikim delom Italije in nizozemskih dežel, ter imela obsežno kolonialno cesarstvo po Ameriki, Karibih in celo na Filipinih. Španski dvor je bil zato kraj neizmernega bogastva in mlada Marija Ana je odraščala v razkošju, nepredstavljivem sijaju, a tudi v dušeči kraljevski dolžnosti. Mati Mareje Ane je bila Margareta Avstrijska, očetova sestrična, en rod narazen, kar pa v nevarno prepletenem družinskem drevesu Habsburške dinastije ni bilo nič nenavadnega. Ko se je rodila Marija Ana, so stoletja obsesivnega parjenja o sorodstvu spremenila Habsburško krvno linijo v genetsko časovno bombo, polno prekrivajočih se prednikov in uničujočih zdravstvenih tveganj. Po očetovi strani je bila potomka kralja Filipa II. Španskega in njegove nečakinje, nadvojvodinje Ane Avstrijske. In po materini strani je bila potomka še enega habsburškega para, stric nečakinja, Karla II. Notranje Avstrije in Marije Ane Bavarske. Marija Ana je bila v sorodu sama s seboj prek več vej istega zapletenega družinskega drevesa. Kljub temu pri njej ni bilo opaziti nobenih znamenitih habsburških deformacij ali bolezni, vsaj navzven ne. Najhujše pa je šele prihajalo in prihodnje generacije niso imele te sreče. Marija Ana je bila četrta otrok svojih staršev. Njena starejša sestra Ana je postala kraljica Francije. Njen starejši brat pa je leta 1621 postal kralj Filip IV. Španski. To se je zgodilo potem, ko je njihov oče prezgodaj umrl pri 42 letih zaradi bolezni, katere vzrok ostaja nejasen še danes,
čeprav sta med domnevnimi vzroki tifus ali gripa. Ko je njen oče umrl, so na španskem dvoru že več let razpravljali o tem, s kom se bo Marija Ana poročila. Ko je kralj Filip III. Umrl, je njen brat, na novo okronani Filip IV., prevzel nadzor nad njeno usodo. Vse oči so se uprle v en kontroverzen načrt z visokimi vložki, tako imenovano špansko poroko. Predlagana poroka, ki bi zanetila silovite diplomatske bitke, povzročila nacionalno ogorčenje in skoraj združila dve največji evropski sili. Tema morebitne poroke Marije Ane se je v politiki Evrope v 1620-ih spremenila v veliko diplomatsko zmešnjavo. Ko je bila še otrok, je obstajal načrt, da bi jo poročili z njenim bratrancem nadvojvodom. Janez Karel, sin Ferdinanda II., bodočega svetega rimskega cesarja. Toda to je padlo v vodo, ko je Janez Karel leta 1618 umrl. Takrat sta bili Španija in Francija ponovno v sporu za prevlado in prav v tem času se je pojavila presenetljiva pobuda – zavezništvo z Anglijo. Zdaj je bilo načrtovano, da se bo Marija Ana poročila z nikomer drugim kot s Karlom, princem Walesa, naslednikom prestolov Anglije, Škotske in Irske. To je bila drzna, skoraj nepredstavljiva poteza, ki bi združila dva zgodovinska tekmeca s poroko. Vendar pa v neusmiljeni igri evropske politične moči ni bilo nič izključeno. Tako so se začela zloglasna pogajanja o španski poroki, kraljevska stava, ki bi pretresla tako dvore kot kraljestva. Ta pogajanja so se začela leta 1621 po smrti Filipa III. In prihodu Marijinega brata na prestol kot kralj Filip IV. Novi svetovalci so zdaj vodili vlado v Madridu in so svetovali, da je treba spodbujati zakonsko zvezo z Anglijo. Pogovori so se vlekli več let in dosegli vrhunec leta 1623 v nenavadnem dogodku, ko sta princ Karel in vojvoda Buckinghamski odpotovala na Španijo v preobleki, da bi nadaljevala pogajanja. Ko sta prispela na španski dvor in se razkrila, je sprva kazalo dobro, nato pa so se pogovori izjalovili. Karel je menil, da so ga slabo obravnavali in se je vrnil v Anglijo. Ko se je vrnil, ni prinesel nazaj le razočaranja. Prinesel je diplomatsko katastrofo. Načrti za poroko se niso le sesuli, ampak so implodirali, sprožili ogorčenje, škandal in verižno reakcijo, ki je pripeljala do popolne vojne. Do leta 1625 se je začela angleško-španska vojna, ki je trajala 5 krvavih let. Kralj Filip je zdaj moral najti novega moža za svojo mlajšo sestro in popolnega kandidata je našel kar v svoji družini. Po propadu pogajanj glede španske poroke in začetku vojne se je španska vlada zdaj znova obrnila k ideji, da bi Marijo Ano poročili z enim od njenih številnih bratrancev. In tako je bila leta 1626 Marija Ana zaročena s svojim bratrancem, nadvojvodom Ferdinandom Avstrijskim, sinom in naslednikom cesarja Ferdinanda II. Bil je tudi mlajši brat nadvojvode Janeza Karla, ki je bil nekoč predlagan kot mož za Marijo Ano, preden je pred leti prezgodaj umrl. Pogajanja o poroki so se vlekla 2 leti, saj so se spori glede dote in nasledstvenih pravic v Španiji nadaljevali. Na koncu je šele pozno leta 1629 Marija Ana s svojo spremstvom končno zapustila španski dvor in se odpravila na pot proti Dunaju. Potovanje je trajalo več kot leto dni, saj ga je v veliki meri zadržal uničujoč izbruh bubonske kuge v Italiji, ene najhujših, kar jih je regija doživela v zgodnji moderni zgodovini. Preden pa se je poroka lahko zgodila, se je Ferdinand, ki je bil previden zaradi idealiziranih portretov, ki jih je prejel, odločil, da svojo nevesto vidi na skrivaj. Šele po tem zasebnem ogledu je privolil, da se poroka nadaljuje. Končno se je 20. februarja 1631 Marija Ana uporočila z bodočim cesarjem Ferdinandom III. Na Dunaju. Pri 24 letih je veljala za precej staro kraljevo nevesto, vendar je bila po starosti blizu svojemu novemu možu, ki je bil le leto mlajši, star 23 let. Kljub politični naravi zveze se je zakon izkazal za presenetljivo topel in ljubeč. Ferdinand je bil svoji ženi globoko predan in je ostal zvest skozi ves njun zakon, kar je bila redkost med člani kraljevih družin tistega časa.
Marija Ana je svojo vedro in živahno naravo uravnotežila bolj resno osebnost Ferdinanda ter vnašala vedrino na sicer resen dvor. Toda njun zakon se je odvijal v senci brutalne in neusmiljene 30-letne vojne, ki je pustošila po Evropi in za seboj puščala opustošenje. Da bi razumeli, kako je Marija Ana živela v srednji Evropi po poroki s Ferdinandom, moramo pogledati na konflikt, ki je tam divjal v prvi polovici 17. stoletja. Nemčija je bila razdeljena glede vere že od začetka protestantske reformacije leta 1517. V 16. stoletju so med katoliki in protestanti v številnih večjih nemških državah potekale občasne vojne. Te so ponovno izbruhnile leta 1618, ko so protestanti na Češkem, kraljestvu, ki ustreza današnji Češki, in ga je vladala Habsburška dinastija, poskušali upreti prizadevanjem za ponovno uvedbo katolištva v Pragi in drugih krajih. Češka vojna se je leta 1618 in 1619 razširila v 30-letno vojno, ko se je spopadu pridružilo vse več nemških držav. Tudi ko je Marija Ana v prvi polovici 1620 let bila v središču pogajanj z Anglijo glede španske poroke, so Habsburžani dosegali zmago za zmago in je kazalo, da bodo dosegli svoj cilj vsiliti svojo oblast nad celotno Nemčijo. Toda na to so, da bi preprečile zmago Habsburžanov, v konflikt začele posegati druge velike protestantske sile. Kraljevina Danska se je opletla leta 1625, sledila pa je švedska intervencija leta 1629. Ko so te protestantske sile posredovale, so njihove vojske potisnile Habsburžane iz Nemčije proti jugu, nazaj proti Avstriji in Češki. Celotna mesta so bila zravnana z zemljo, nekoč varne dežele pa so se v nekaj dneh zrušile. Vojna se je približevala in kmalu bi dosegla celo kraljevsko družino Habsburžanov. Ko je Marija Ana prispela v Avstrijo, je vojna že terjala življenja več 100.000 mož. Najhujše posledice pa je občutilo civilno prebivalstvo. Ko so kmetije pogorele in so bila cela mesta uničena, je bilo vsakdanje življenje prekinjeno, ponekod pa se je razvila lakota. Ocenjuje se, da je pred koncem vojne umrlo med 4 in 10 milijonov ljudi, zaradi česar je bila to najbolj uničujoča vojna v zgodovini zgodne moderne Evrope. Tudi znotraj pozlačenih sten habsburških palač Marija Ana ni mogla prezreti trpljenja zunaj. Imperij, s katerim je vladala njena nova družina, je bil raztrgan, grozote vojne pa so se vedno bolj približevale, medtem ko je bil njen mož, ki je bil globoko vpleten v konflikt, pogosto odsoten na fronti. To ni preganjalo le sveta okoli nje, temveč je zaznamovalo vse njeno življenje. Od trenutka, ko se je poročila, je Marija Ana postala kraljica soproga, tako ogrske kot češke. Vendar njen vzpon s tem ni prenehal. Leta 1637, po smrti svojega tasta, je bil njen mož izvoljen za svetega rimskega cesarja, Marija Ana pa je postala sveta rimska cesarica v enem najpomembnejših trenutkov evropske zgodovine. Kljub temu, da so bili Francozi večinoma katoliki, so od leta 1635 naprej neposredno posegli v vojno, da bi ohranili protestantske nemške države in s tem zmanjšali moč Habsburžanov. Ko se je to zgodilo, so avstrijski Habsburžani bolj kot kdajkoli prej potrebovali pomoč svojih španskih sorodnikov. Marija Ana je bila ključna vez med avstrijsko in špansko vlado, saj je redno pisala svojemu bratu, španskemu kralju Filipu IV. Spodbojala ga je, naj nadaljuje vojno proti Francozom in njihovim zaveznikom, ter še naprej pomaga avstrijski veji družine. Ker je bil njen mož pogosto odsoten zaradi vojaških pohodov po Nemčiji, je Marija Ana postala osrednja osebnost na avstrijskem dvoru. Namesto, da bi se zanašal na moške ministre, je Ferdinand zaupal pravo moč in jo večkrat imenoval za regentko, kar je bila redka čast. To je veliko povedalo o njegovem zaupanju v njeno presojo in politične sposobnosti. Toda med tem, ko je vladala v njegovi odsotnosti, jo je čakala še ena kraljeva dolžnost. Veliko bolj osebna, veliko bolj nevarna in tista, ki se bo končala z zlomljenim srcem. Marija Ana je bila po poroki s Ferdinandom redno noseča. Od žensk kraljevskega rodu se je v poznem srednjem in zgodnjem novem veku pričakovalo, da bodo imele čim več otrok.
Eno od 3 otrok je umrlo v povojih, druge pa so kasneje pobrale bolezni, kot sta ošpice in črne koze. Najboljši način za zagotovitev kraljeve linije je bil torej imeti čim več otrok in po možnosti več sinov. Bodoči dedič Ferdinanda III. Se je rodil že v 2 letih po njegovi poroki z Marijo Ano. To je bil bodoči Ferdinand IV., rojen septembra 1633. Drugi otrok Maraje Ane, hči po imenu Marijana, poimenovana po svoji materi, se je rodila decembra 1634, le 15,5 mesecev po Ferdinandu. Drugi sin, Filip August, se je rodil leta 1637, vendar je umrl, preden je dopolnil 2. leto. Tretji sin, Maksimilijan, ni dočakal niti svojega prvega rojstnega dne. Končno pa se je leta 1640 rodil zdrav drugi dedič. Ta otrok, po imenu Leopold, je kasneje nasledil Habsburška ozemlja v poznih 1650-ih in postal eden najdlje vladajočih ter najuspešnejših habsburških vladarjev v skoraj 900-letni zgodovini družine. Ko so minevala 40. leta 17. stoletja, sta Marija Ana in Ferdinand najverjetneje verjela, da bo Leopold njun zadnji otrok. Marija Ana je namreč sredi 40. let 17. stoletja že bližala 40. letu starosti. Zato je bilo pravo presenečenje, ko je Marija Ana konec leta 1645 nepričakovano ponovno zanosila. Zadnji nepričakovani preobrat v že tako budnem življenju. Toda ta 6. in zadnja nosečnost ni bila razlog za slavje. Zadnja nosečnost Marije Ane se je končala tragično, deloma zaradi kaotičnega stanja v Avstriji leta 1646. Švedi so s pomočjo Francozov prevzeli pobudo v 30-letni vojni in sredi 40. let 17. stoletja napredovali proti jugu v Češko in Avstrijo. Marija Ana in njena družina so bili v kraljevi rezidenci v Lincu, ko so prejeli novico o hitrem napredovanju sovražnika na ozemlja, ki so jih prej imeli za nedosegljiva Švedom ter njihovim francoskim in nemškim zaveznikom. V stanju panike je kraljeva družina pobegnila na Dunaj, ko so se sovražne sile približevale. Pritisk je bil ogromen, dvor je bil v nemirih, cesarstvo se je na robovih rušilo in Praga bi pred koncem vojne nazadnje padla v roke napredujoči švedski vojski. Sredi tega kaosa in strahu je Marija Ana zanosila svojim 6. otrokom. Potem se je zgodilo nepredstavljivo. Kuga je prišla na Dunaj. Najvarnejši način, da se v tistih časih izogneš kugi, je bil preprosto pobegniti iz mesta, kamor je prišla, in se naseliti v podeželski hiši, stran od drugih ljudi. Marija Ana in njeni otroci so se zato kljub nevarni vojaški situaciji vrnili v Linz. Kmalu po prihodu tja je zbolela. Njeno stanje se je v naslednjih tednih poslabšalo in 12. maja 1646 je začela močno krvaveti. Zdravniki so ugotovili, da je najboljša možnost za preživetje otroka, da ga izrežejo iz nje. Grozljiva praksa, ki je bila v zgodnjem novem veku vse preveč pogosta. In tako je Marija Ana umrla zaradi izgube krvi zgodaj 13. maja 1646, stara 39 let. Otrok je živel le nekaj ur, nato pa so jo skupaj pokopali v Habsburški cesarski grobnici na Dunaju. 30-letna vojna se je nadaljevala še 2 leti. Tudi ko je Marija Ana umrla leta 1646, so mirovna pogajanja že potekala v Vestfaliji in Osnabrücken na severozahodu Nemčije. Habsburžani so morali sprejeti poraz in uveljavilo se je načelo, da evropske države ne smejo več posegati v zadeve drugih držav in kneževin, ko gre za njihove verske zadeve. Kljub njuni ljubezni sta se Marija in njen mož še 2-krat poročila. Vendar so prav sinovi in hčere, ki jih je imel z Marijo Ano, kasneje vladali v Avstriji in postali predniki prihodnjih španskih kraljev. Marija Ana se je rodila na božični večer leta 1634 v Vimanojštatu, južno od Dunaja. Njen oče je bil nadvojvoda Ferdinand Avstrijski, sin Ferdinanda II., svetega rimskega cesarja in eden najvplivnejših ljudi v srednji Evropi. Oče Marije Ane je bil tudi kralj Ogrske in Hrvaške, med številnimi naslovi, ki so jih imeli avstrijski Habsburžani v 17. stoletju. Le 3 leta po rojstvu Marije, Ane bi njen oče podedoval cesarski prestol.
To je pomenilo, da bi katerikoli otrok Ferdinanda postal pomemben del zakonskih zvez, v katere so bile v tistem času vključene vse evropske kraljeve družine. Njena mati, Marija Ana Španska, je bila hči španskega kralja Filipa III., zaradi česar je bila Marija Ana potomka dveh najvplivnejših evropskih kraljevih družin. Toda njuna zveza ni bila le strateška poroka. Bila je poroka krvi. Starši Marije Ane so bili tesna sorodnika, bratranec in sestrična, kar je bilo del obsesivne prakse sorodstvenih porok v dinastiji Habsburžanov, da bi ohranili oblast znotraj družine. Ta nenehne poroke znotraj družine so oblikovala usodo Marije Ane na načine, ki jih nihče ni mogel predvideti. Kot bomo kmalu videli, je bil strošek te kraljevske tradicije veliko večji, kot si je kdorkoli lahko predstavljal, kar je privedlo do šokantnih in uničujočih posledic za Marijo in njeno življenje. Marija Ana je odraščala in se izobraževala v Avstriji v času vojne. Njen oče je bil globoko vpleten v brutalen konflikt, zloglasno 30-letno vojno, ki je divjala od leta 1618 in bil je odločen, da jo konča. Do leta 1645, ko so mirovna pogajanja pridobivala zagon, se je pozornost preusmerila na prihodnost Marije Ane, natančneje na njeno poroko, ki je bila ključni del velike šahovnice habsburških zavezništev. Načrt je bil jasen. Poročila se bo s španskim princem. Moški, o katerem je bilo govora, je bil Baltazar Karel, princ Asturije in Girone. Bil je edini sin španskega kralja Filipa IV. Iz njegovega prvega zakona z Elizabeto Francosko, ki je umrla leta 1644. Toda obstajala je ena očitna težava. Baltazar Karel je bil prvi bratranec Marije Ane, sin materinega brata. Vendar za Habsburžane tako tesne krvne vezi niso bile skoraj nikakršna težava. Do leta 1646 je bil dosežen dogovor. Ko bi Marija Ana čez nekaj let postala polnoletna, bi se poročila z Baltazarjem, ki je bil 5 let starejši. Potem je posegla usoda. Oktobra 1646. Le nekaj tednov po njuni zaroki je Baltazar Karel zbolel. Kmalu zatem je umrl, verjetno zaradi črnih kos, le nekaj dni pred svojim 17. rojstnim dnem. Zaroka je bila razdrta in Španija je nenadoma ostala brez dediča. To je povzročilo krizo za Filipa IV. Kot vdovec brez moškega naslednika je bil pod velikim pritiskom, da zagotovi dinastijo. Njegova rešitev? Šokanten predlog. Ker se Baltazar ni mogel več poročiti z Marijo Ano, se bo Filip poročil z njo sam. Neverjetno, dogovor je bil sprejet. Poroka je morala biti preložena zaradi mladosti Marije Ane, vendar se je 7. oktobra 1649 poročila s svojim stricem v cerkvi zunaj Madrida. Stara je bila komaj 14 let. On je imel 44 let. Marija Ana se je po najboljših močeh trudila prilagoditi življenju v Madridu. Pri komaj 14 letih je postala kraljica soproga največjega imperija na svetu. Španska oblast se je raztezala po obeh Amerikah, Filipine in obsežna ozemlja drugod, zaradi česar je bila prava svetovna velesila. Njen mož, Filip IV., je bil na dvoru znan kot Rey Planetario, planetarni kralj, veličasten naslov, ki je simboliziral razsežnost njegovega imperija po vsem svetu. Marija Ana je bila že v mladih letih potisnjena v samo središče španske kraljeve družine in ni imela druge izbire, kot da se hitro prilagodi. Obvladala je španski jezik, se znašla v zapleteni dvorni politiki in se pripravila na še pomembnejšo vlogo. Čeprav je bila Filipova žena, je sčasoma postala prava moč v ozadju prestola. Zakon Marije Ane in Filipa je kmalu obrodil sadove v obliki otrok. Njuna prva hči, Margareta Terezija, se je rodila leta 1651 in njena usoda je v srhljivem dejanju dinastičnega ponavljanja odražala materino. Nato je sledila tragedija, saj sta dva njena otroka, Marija Ambrozija in Ferdinand Tomaž, umrla kot dojenčka. Marija Ana in Filip sta imela še dva sinova, Filipa Prospera, rojenega leta 1657, in Karla oziroma Carlosa, rojenega leta 1661. A nesreča je ponovno udarila. Filip Prospero je umrl leta 1661,
tako da je ostal samo Karel kot zadnje upanje za španski prestol. Potem pa se je leta 1665 svet Marije Ane zavedno spremenil. Filip IV., njen mož in stric, je umrl ter za seboj pustil razpadlo cesarstvo in krhkega dediča. Karel, ki še ni dopolnil 4 let, je postal kralj. Toda prihodnost Španije ni bila prav nič varna. Marija Ana pa je bila tik pred tem, da stopi v središče enega najbolj burnih obdobij v njeni zgodovini. Že od začetka je bilo jasno, da Karel, v zgodovini bolj znan kot španski kralj Karel II., še dolga leta ne bo mogel vladati sam. Star je bil komaj 4 leta, zato je bil premlad za vladanje in tudi ko je postal polnoleten, so njegov dvor obvladovali mogočni plemiči še pozno v najstniških letih. Ker je Španija nujno potrebovala vodstvo, je bila sprejeta hitra odločitev. Marija Ana bi služila kot regentka v času mladoletnosti svojega sina. V bistvu je postala dejanska vladarica Španije, nadomestna monarhinja, dokler Karel ni mogel sam prevzeti prestola. Toda vladati Španiji kot ženska regentka na enem najbolj globoko patriarhalnih dvorov v Evropi ni bila lahka naloga. Čeprav je imela naziv regentke, so njeno avtoriteto nenehno izzivali visoki španski plemiči, ki so imeli v naslednjih letih izjemen vpliv. Marija Ana se je kot regentka soočila z izjemnim izzivom. Španija je bila nekoč največja svetovna velesila. Njeno cesarstvo se je širilo po Amerikah, poganjalo pa ga je na videz neskončno zlato in srebro iz rudnikov Mehika, Peru in Bolivija. Toda do 17. stoletje so te bogatstva začela usihati. Politična stagnacija, gospodarske težave in notranji nemiri v Španiji pa so postajali nemogoče prezreti. Zdaj je bila naloga Marije Ane, da obrne nazadovanje Španije ali pa vsaj upravlja nenehne vojne, ki so izčrpavale vire in moralo. Eden najdlje trajajočih konfliktov je bila vojna s Portugalsko, ki je bila pod špansko oblastjo od leta 1580, a se je leta 1640 uprla. Ko je Marija Ana prevzela oblast, je bilo jasno, da vojne ni mogoče dobiti, še posebej, ker sta Francija in Anglija podpirali Portugalce. Pod vplivom svojega jezuitnega svetovalca, kardinala Juana Everarda Nitarda, je Marija Ana sprejela drzno odločitev. Španija bi omejila svoje izgube. Leta 1668 je podpisala tako Aachensko pogodbo kot Lizbonsko pogodbo, s čimer je končala vojno s Francijo in Portugalsko ter uradno priznala neodvisnost Portugalske. A težave Španije so bile še daleč od konca. Samo 4 leta kasneje je ponovno izbruhnila vojna, tokrat s Francijo. Razlog? Španija je še vedno nadzorovala Špansko-Nizozemsko, današnjo Belgijo in Luksemburg, in kralj Ludvik XIV. Iz Francije je bil odločen, da si jo prilasti. Tako se boj za preživetje Španije še zdaleč ni končal. Čeprav so bile mednarodne težave Španije resne, so bile nič v primerjavi s krizo, ki se je odvijala doma. Ko je odraščal, je bilo jasno, da kralj Karel II., edini preživeli sin Marije Ane, ni bil zdrav. Zgodovinarji in medicinski strokovnjaki se še vedno prepirajo, kaj natančno je prizadelo Karla, vendar zapisi prikazujejo mračno sliko. Njegovo telo se nikoli ni popolnoma razvilo, komaj je lahko hodil brez pomoči, imel je tako izrazito habsburško čeljust, da je imel težave z žvečenjem hrane. Njegove duševne sposobnosti pa so bile močno prizadete. Prezgodaj je ostarel. Že v 20 letih je kazal simptome demence, v tem času pa je začel tudi plešeti. Sodobniki so ga poznali kot El Rey Hechizado, začaranega kralja, saj so mnogi verjeli, da so njegove številne telesne in duševne težave posledica čarovnije. A pravi razlog za skrb je bil še bolj zlovešč. Stanje Karla je bilo verjetno posledica hudega sorodstvenega križanja, ki je skozi generacije oslabilo habsburško krvno linijo. Verjetno je trpel zaradi kombinacije genetskih motenj, vključno s hormonskimi pomanjkljivostmi, epilepsijo, skeletnimi deformacijami in še več. To ni bilo naključje. Marija Ana se je poročila s svojim stricem, oba pa sta izhajala iz dinastije, ki se je stoletja poročala znotraj sorodstva. Karlov koeficient sorodstvenega križanja, merilo za to, kako genetsko podobna sta si starša, je bil presenetljivo visok. Pravzaprav nekateri podatki kažejo, da je bila njegova genska zasnova tako imbridirana,
kot pri otroku, rojenem bratu in sestri. Druge teorije, ki so jih predlagali sodobni raziskovalci kot vzrok za njegovo stanje, vključujejo eno ali več avtosomno recesivnih motenj ter okužbo s herpesom, ki jo je dobil kot dojenček in ki je povzročila hidrocefalus. To je prekomerno kopičenje možgansko-hrbtenjačne tekočine v možganih. Do 70. let 17. stoletja je postalo to neizpodbitno. Karel nikoli ne bi mogel samostojno vladati Španiji. Španija, ki se je že tako borila na svetovnem prizorišču, se je zdaj soočila s še večjo nočno moro, imperijem, ki ga je vodil kralj, ki je komajda lahko deloval. Karel je bil razglašen za polnoletnega leta 1675, ko je dopolnil 14 let, in s tem se je končalo dolgo 10-letno obdobje regentstva njegove matere. Vendar so dvorske frakcijske borbe in Karlova očitna nesposobnost samostojnega vladanja Mariji Ani omogočile, da je leta 1677 ponovno vzpostavila regentstvo. Vendar pa je bil povratek Marije Ane na oblast kratkotrajen. Prehitela jo je Juan José Avstrijski, nezakonski sin pokojnega kralja Filipa IV. In tako polbrat Karla II., ki je prevzel nadzor nad regentstvom. Vendar je imel oblast le 2 leti, preden je leta 1679 umrl. Po Juanovi smrti je ponovno prevzela regentstvo in znova postala najvplivnejša osebnost v Španiji. Tokrat je oblast obdržala do konca svojega življenja. Ena največjih skrbi Marije Ane med drugo regentstvom je bila zagotovitev prihodnosti španske monarhije. Karel II. Je bil fizično in duševno nesposoben vladati, vendar bi morda lahko spočel dediča, ki bi lahko obnovil dinastijo. Odločena, da to zagotovi, je leta 1679 uredila, da se njen sin poroči z Marijo Luizo Orleansko, nečakinjo francoskega kralja Ludvika XIV. Poroka je bila za Marijo Luizo nesrečna. Še huje pa je bilo, da nista imela otrok. Po letih trpljenja na tujem dvoru je umrla leta 1689, verjetno zaradi počene slepiča, čeprav so nekateri šepetali govorice o zastrupitvi. Odločena, da zagotovi naslednika, je Marija Ana poskrbela, da se je Karel v nekaj mesecih ponovno poročil. Njegova druga žena, Marija Ana Neuburška, je bila hči nemškega plemiča, izbrana zaradi slovesa njene družine po rodovitnosti. No, njeni starši so imeli 17 otrok. A vse je bilo zaman. Karel je ostal brez naslednika. Ta leta so bila za Marijo Ano zelo težka. Nenehno jo je skrbelo zaradi španskega propada, sinovega stanja, Habsburške dinastije in se je pogosto prepirala s svojo snaho. Do začetka 1690-ih je bilo boleče jasno, da Karel nikoli ne bo imel otroka. Njegovo zdravje se je hitro slabšalo in mnogi na dvoru so verjeli, da je njegova smrt neizbežna. Marija Ana pa ni dočakala njegovih zadnjih dni. Sredi 1690-ih je Marija Ana zbolela za, kot kaže, rakom dojke. Po letih političnih bojev in neuspelih prizadevanjih za zagotovitev prihodnosti Španije je umrla v Madridu 16. maja 1696, stara 61 let. Infanta Margarita Teresa, oziroma Margaret Teresa v angleščini, se je rodila v kraljevi palači Alcazar v Madridu 12. julija 1651. Njen oče je bil kralj Filip IV. Vladar Španije je bil od leta 1621, potem ko je pri 15 letih zasedel prestol. Margaretina mati je bila Marijana oziroma Marija Ana Avstrijska, hči Ferdinanda III., vojvode Avstrije in svetega rimskega cesarja. Starši Margarete Tereze niso bili le daljni sorodniki, ampak veliko bližji, kot bi bilo primerno. Njen oče je bil iz španske veje družine, njena mati pa iz avstrijske strani. Toda njuna povezanost je bila še veliko globja, saj sta bila v šokantnem primeru kraljevskega parjenja v sorodstvu stric in nečakinja. Zaskrbljujoče tesne krvne vezi med Margaretinima staršema so imele svojo ceno. Od njunih 5 otrok so 3 umrli v povojih. Preživela sta le 2, Margareta in njen mlajši brat Karel, ki je v angleščini znan kot Charles. Toda preživetje ni pomenilo odrešitve. Karel je bil živa priča grozotam križanja v sorodstvo.
Dejansko je bil koeficient parjenja v sorodstvu med Margareto in Karlom groteskno visok. Nekatere ocene celo kažejo, da sta bila enako genetsko obremenjena kot otroci, rojeni sorojencema. Margareta je morda imela več sreče, vendar ni ostala povsem nepoškodovana. Čeprav je bila precej bolj zdrava kot njen brat, je nosila habsburško prekletstvo na svoj način, kot bomo videli. Margareta je odraščala v veličastju kraljeve palače Alcazar, v svetu razkošja, kjer je vsako njeno muho izpolnjevala vojska služkinj in služabnikov. Na primer, infantka si je pogosto privoščila sladkarije in čokolado, ki jih je morala skrivati pred dvorni zdravniki. A pod vsem tem razkošjem so ležale dušeče omejitve madridskega dvora, kjer je bil vsak gib, vsaka beseda, vsak pogled določen z nepopustljivim kraljevim bontonom. Kot princesa mogočne dinastije Habsburžanov je prejela najboljšo izobrazbo, ki sta jo lahko zagotovila denar in moč. Učila se je več jezikov, izpopolnjevala se je v nemščini, da bi se lažje pogovarjala s svojimi habsburškimi sorodniki z avstrijske strani družine, in se naučila nekaj latinščine, svetega jezika učenosti in rimskokatoliške cerkve. A nobena izobrazba je ni mogla pripraviti na usodo, ki jo je čakala. Ko je Margareta odraščala, ni mogla prezreti očitne starostne razlike med svojima staršema. Njen oče je bil skoraj 30 let starejši od njene matere. Če jo je ta podrobnost motila, pa ga ni nikoli pokazala. Ne glede na starostno razliko, sta jo njena starša oboževala. Bila je njun dragulj, edini resnično zdrav otrok, ki ga je njuna zveza ustvarila, in sta jo zasipala z ljubeznijo. S svojimi nežnimi potezami in živahnim duhom je Margareta očarala vse okoli sebe. Bila je njun mali angelček, vzdevek, ki so ga z občudovanjem šepetali tako družinski člani kot prijatelji. Morda je prav zato njena starša naročila enemu največjih evropskih slikarjev, naj jo pri njenih 5 letih ovekoveči na osupljivem portretu. Portret, ki bo postal ena najbolj znanih slik v zgodovini. Velázquezova slika je bila nekoč znana kot La Familia, družina. Danes se imenuje Las Meninas, kar pomeni dvorske dame. To je primernejši naslov, saj prikazuje Margareto, ki izstreže več članov osebja, ki ji popravljajo obleko. Med številnimi osebami upodobljenimi na sliki izstopa še ena, Maria Barbola, dvorjanka s pritlikavostjo. V obdobju, ko so bili ljudje z njenim stanjem pogosto zgolj zabava za plemstvo, je Velázquez storil nekaj radikalnega. Namesto da bi jo prikazal kot šalo, ji je dal globino, dostojanstvo in prodoren pogled, ki nakazuje kompleksen notranji svet. Tudi sam Velázquez se pojavi na mojstrovini, kot tihi opazovalec razkošnega, a hkrati togega sveta španskega dvora. V Las Meninas so vidni tudi drugi ljudje na slikah in v ogledalih, vključno z Margaretinimi starši. In to ni bila edina slavna slika Margarete. Velázquez je naslikal kar 5 portretov princese v njeni mladosti in tako ovekovečil njeno lepoto ter kraljevsko eleganco. Pravzaprav je bila ena najbolj portretiranih mladih oseb v vsej zgodnji moderni Evropi, s čimer je ustvarjala svojo podobo moči in prestiža. Vendar pa je bilo v ostrem nasprotju z žalostni usodi, ki jo je čakala. Morda se zdi sodobnim umom težko razumeti, vendar je bila v času, ko je bila slika Las Meninas naslikana leta 1656, ko je bila Margareta stara komaj 5 let, na španskem dvoru že vse bolj razširjena razprava o tem, s kom se bo poročila. V neusmiljenem svetu kraljevske politike zakon nikoli ni bil stvar ljubezni. Šlo je za moč. Čustva in osebne želje niso pomenile nič, ko so bile na kocki dinastije. Kot hči španskega kralja Margareta ni bila le princesa. Bila je šahovska figura v brutalni diplomatski igri z visokimi vložki. Njena prihodnost je bila odločena dolgo, preden jo je sploh razumela. Na primer, nekoč je bilo predlagano, da bi se lahko poročila s Karlom Stuartom iz angleške kraljeve družine. Leta 1660 je bil ponovno postavljen na angleški prestol kot kralj Karel II. Anglije, Škotske in Irske, potem ko je Anglija v 50 letih 17. stoletja za kratek čas eksperimentirala z republikansko ureditvijo.
Takšna poroka bi bila uporabljena za oblikovanje nepričakovane zveze z Angleži v času, ko sta bila Francija in Španija zagrizena tekmeca za prevlado v zahodnji Evropi. Na koncu se je Karel leta 1662 namesto tega poročil s Katarino Bragansko, portugalsko nevesto. Propad pogajanj, da bi se Margareta poročila s Karlom Stuartom, je bil predvsem posledica nasprotovanja kralja Filipa. Namesto tega je verjel, da bi se morala njegova hči poročiti s članom avstrijske veje Habsburške družine. Zdel se je popolnoma brezbrižen do dejstva, da bi ta poroka še poglobila sorodstveno križanje v družini. Navsezadnje je bilo to preprosto način, kako so Habsburžani ohranjali oblast v svojih rokah. Kar se tiče Margarete, ni imela nobenega vpliva na svojo usodo. Ko so se začela pogajanja med Madridom in Dunajem, je bila Margareta verjetno povsem nevedna o šokantnih posledicah, ki jih bo ta zveza prinesla. Stara je bila komaj 11 let, ko je bilo na kraljevem dvoru razglašeno, da se bo poročila z Leopoldom iz rodbine Habsburžanov. Tako kot njena mati pred njo, je bila zdaj tudi Margareta namenjena, da nadaljuje incestuozno habsburško tradicijo, saj se je morala poročiti z zelo tesnim družinskim članom, moškim, ki je bil hkrati njen bratranec in njen stric. Leopold je bil mlajši brat njene matere in je v poznih 50 letih 17. stoletja hitro postal nadvojvoda Avstrije, kralj Ogrske, Hrvaške in Češke ter cesar Svetega rimskega cesarstva. Tudi v zgodnjem novem veku v Evropi so obstajali določeni standardi glede tega, kdaj je otrok dovolj star za poroko. Margareta je bila svojemu stricu obljubljena že zgodaj leta 1663, vendar so menili, da je za poroko takrat še premlada. Namesto tega je Margareta odpotovala iz Madrida na Dunaj šele aprila 1666, ko se je bližala svojemu 15. rojstnemu dnevu. Sledila je 6-mesečna pot, špansko kraljevo spremstvo pa je v Dunaj prispela šele decembra 1666. Poroka je potekala nekaj dni kasneje, 12. decembra. To je bil veličasten dogodek, ki so se ga udeležili številni najvplivnejši člani evropskih vladarskih hiš in dostojanstveniki, pri katerem niso varčevali z denarjem. In veličastnost se tam ni končala. Praznovanja so se nadaljevala skozi vse leto 1667. A vendar se je za vsem tem bliščem že odvijala temna usoda. Življenje na Dunaju je bilo za Margareto nenavadno in včasih težko. Za začetek sta imela ona in njen novi mož nenavaden zakon. Morda bo to sodobnim ušesom presenetljivo, vendar nista poskušala prezreti svoje tesne krvne povezanosti. Pravzaprav ga je naslavljala kot strica. Kljub tej neortodoksni situaciji sta se dobro razumela. Uživala sta v nekaterih enakih dejavnostih, vključno z umetnostjo in glasbo, in Leopold se je zelo trudil, da bi se Margareta počutila udobno v svojem novem okolju. Tudi za kraljevske osebe, kot je Margareta, je bilo običajno, da so ob odhodu iz domovine, ko so se poročile s tujim vladarjem ali princem, s seboj pripeljale člane svojega starega osebja. Tako je imela okoli sebe nekaj znanih obrazov na dvoru na Dunaju, ko se je privajala na svoje novo življenje. Morda so bili tam celo nekateri ljudje, ki so bili v Madridu, ko je Velázquez pred mnogimi leti slikal Las Meninas. Kljub temu je Margareta ostala zelo domotožna, se oklepala svojih španskih korenin in naredila malo za izboljšanje svojega nemškega jezika. S časom je njena nekoč nežna lepota začela bledeti. Polt je postajala bolj bleda, poteze bolj utrujene, značilna habsburška čeljust pa je postajala vse bolj izrazita. Zakon je bil težaven tudi na druge načine. Margareta je skoraj takoj po prihodu na Dunaj zanosila in septembra 1667 rodila dečka, ki so ga poimenovali Ferdinand. Vendar je preživel le 3 mesece in pol in umrl januarja 1668. Njuna sreča se je zdela spremenjena z rojstvom naslednjega otroka, hčerke Marije Antonije, ki se je rodila januarja 1669. Bila je edina od Margaretinih otrok, ki je preživela. 2 druga nista imela te sreče. Sin, Jan Leopold, se je rodil 20. februarja 1670, a je žal umrl že po nekaj urah. Druga hči, Marija Ana,
je živela le 2 tedna, preden je umrla februarja 1672. In ta uničujoči vzorec je bil napoved tega, kar je še sledilo. Margaretine težke nosečnosti so bile deloma posledica njenih lastnih zdravstvenih težav. Čeprav je bila kot otrok precej bolj zdrava kot njen brat, je imela v letih pred prihodom na Dunaj in po njem nekaj zdravstvenih težav, ki so se stopnjevale. Ko je konec leta 1666 prispela v avstrijsko prestolnico, so ljudje tam hitro začeli opažati njene pogoste bolezni. Nekaj časa so številni opazovalci to pripisovali stalnim naporom zaradi nosečnosti. V samo 6 letih je prestala 6 nosečnosti, vključno s 4 živorojenimi otroki in 2 spontanima splavoma, pri čemer jo je vsaka izmed njih pustila bolj izčrpano in bolj depresivno kot prej. Toda sčasoma je postalo jasno, da je v ozadju nekaj bolj zloveščega. Margareta je bila pogosto priklenjena na posteljo, tudi kadar ni bila noseča. Zdravniki so ji diagnosticirali povečano ščitnico, vendar v 17. stoletju zdravila ni bilo in njeno stanje se je samo še slabšalo. Za Margareto so se stvari res poslabšale v zgodnji pomladi leta 1673. Imela je 3-tedenski napad bolečin v želodcu. Nato je dobila vročino. Obstajajo dokumenti, ki so jih v tem času napisali tuji ambasadorji na Dunajskem dvoru, ki kažejo, da je bilo veliko ljudi resno zaskrbljenih, da bo umrla. Do začetka marca je imela težave z dihanjem in 10. marca so poklicali spovednika, da sprejme njeno zadnjo spoved in ji podeli zakrament. Samo 2 dni kasneje, 12. marca, je Margareta umrla v nežni starosti 21 let. Obdukcija je razkrila srce parajočo resnico. Ob času svoje smrti je pričakovala še enega sina. Njeno življenje, ki se je tragično prekinilo, se je končalo v cesarski grobnici na Dunaju, kjer je bila pokopana. Smrt nadvojvodinje in cesarice Svetega rimskega cesarstva je povzročila dolgo obdobje žalovanja na avstrijskem dvoru. Pogrebne slovesnosti so trajale več tednov vse do aprila. Leopold je bil zaradi prezgodnje smrti svoje žene popolnoma strt, vendar ga to ni ustavilo, da se je do konca leta ponovno poročil. Njegova nova žena je bila nadvojvodinja Klara, Klaudija Felicita Avstrijska, članica tirolske veje Habsburžanov. Toda za Leopolda zakon ni bil vprašanje ljubezni, temveč preživetja. Dinastična igra se je morala nadaljevati in nujno so bili potrebni novi dediči, po možnosti moški, da bi zagotovili obstoj vladavine Habsburžanov. Po smrti Margarete so njene pravice do španskega prestola prešle na njeno edino preživelo hčerko Marijo Antonijo. Marija Antonija Avstrijska se je rodila 18. januarja 1669 v palači Hofburg na Dunaju, glavnem mestu Avstrije. Njen oče je bil Leopold I, zelo vpliven mož. Bil je cesar Svetega rimskega cesarstva, kralj Ogrske, Hrvaške in Češke. Njena mati je bila Margareta Terezija Španska, hči španskega kralja Filipa IV. In Marijane Avstrijske. Kot sem že večkrat omenil, so Habsburžani radi ostajali znotraj družine. Poročali so se z bratranci in sestričnami v drugem kolenu, s prvimi bratranci in sestričnami, celo s strici in nečakinjami. In ta stoletja neprestanega križanja v sorodstvu so dosegla vrhunec pri Mariji Antoniji. Ni bila le rezultat ene nesrečne zveze. Bila je rezultat generacij in generacij porok med strici in nečakinjami, kar je še dodatno pospešilo genetski propad dinastije. Seveda sta bila tudi njena starša, stric in nečakinja. Vse to je pomenilo, da je bila Marija Antonija med Habsburžani vseh časov najbolj zaznamovana s križanjem v sorodstvu, celo bolj kot njen zloglasni stric Karel II. Španski. Imela je tako visok koeficient inbreedinga, da je bila bolj zaznamovana s križanjem v sorodstvu, kot otrok rojen iz zveze med staršem in potomcem ali med bratom in sestro. Kaj je to pomenilo za Marijo Antonijo? Bi doživela enako tragično usodo kot Karel II. Ali pa se je nekako izognila prekletstvu obsedenosti svoje družine? Čudežno se je Marija Antonija rodila zdrava
in je bila razmeroma normalen otrok, kar je kljub njenemu ekstremnemu križanju presenetilo vse. A bila je izjema, ne pravilo. Kot drugi otrok iz globoko incestuoznega zakona svojih staršev je bila edina, ki je preživela dojenčkovsko obdobje, kar je verjetno posledica stoletij križanja, ki so oslabila njeno krvno linijo. Prvi otrok njenih staršev je bil deček po imenu Ferdinand, ki je umrl leto dni pred rojstvom Marije Antonije. Dva druga otroka, Janez in Marija Ana, sta se rodila leta 1670 oziroma 1672. Žal sta oba umrla v nekaj urah ali dneh po rojstvu. Potem pa je stvari še poslabšalo to, da je njena mati, Margareta Terezija, krhka in bolna ženska, umrla marca 1673, stara komaj 21 let. Leta križanja v sorodstvu so terjala svoj davek in tako kot mnogi Habsburžani pred njo, je bila fizično šibka in jo je pestilo slabo zdravje. Marija Antonija je pri komaj 4 letih ostala brez matere in kot edini preživeli otrok iz globoko v sorodstvu povezanega zakona svojih staršev je bila nenadoma postavljena v negotov položaj. Bila je potencialna dedinja avstrijskega nadvojvodstva, vendar le dokler se njen oče ni ponovno poročil in dobil moškega naslednika. Avstrija še nikoli ni imela ženske vladarice in nihče ni bil prepričan, ali bi zakon to sploh dovoljeval. Če bi Leopold nepričakovano umrl, bi plemiči sprejeli žensko vladarico. Ali bi Avstrija zapadla v kaos? In Marija Antonija ni bila le možna dedinja Avstrije, imela je tudi močno pravico do španskega prestola, kar jo je postavilo v središče ene najmočnejših in najbolj nestabilnih dinastij v Evropi. Marija Antonija je bila morda med Habsburžani najbolj zaznamovana s parjenjem v sorodstvu, vendar je njen stric Karel, znan kot Karel II. Španski, zaradi tega najbolj trpel. Kot smo že omenili, je Karel podedoval španski prestol leta 1665, tik pred svojim 4. rojstnim dnem. Vendar nikoli ni mogel vladati sam in je nenehno potreboval svetovalce in namestnike, ki so vladali v njegovem imenu. Zaradi tega je bilo na evropskih dvorih nenehno govora o nasledstvu. Po smrti svoje matere, marca 1673, je Marija Antonija postala zakonita, dedinja svojega strica, kralja Karla II. Španskega. Čeprav je bil Karel takrat star komaj 11 let, so njegovo krhko zdravje in hude invalidnosti mnoge pustile v dvomih, ali bo sploh lahko spočel otroka. To je Marijo Antonijo naredilo za domnevno bodočo špansko kraljico, ki naj bi podedovala ne le španski prestol, temveč tudi njegovo ogromno cesarstvo, ki se je raztezalo po Evropi, obeh Amerikah in še dlje. In glede na to, da se je Karlovo stanje hitro slabšalo, bi ta dan lahko prišel veliko prej, kot je kdorkoli pričakoval. Zaradi vsega tega je Marija Antonija živela svoje življenje pod drobnogledom. Diplomati so podrobno preučevali njena dejanja, ko so obiskali dvor na Dunaju. Njen oče pa je skušal širiti idejo, da bo nekoč nasledila Karla. To je povzročilo veliko habsburške propagande. Marija Antonija je v mladosti pozirala za številne portrete, kar je bila običajna praksa za člane kraljevih družin. Njen oče je te slike uporabljal za promocijo njene pravice do španskega prestola, pošiljal jih je po vsej Evropi in v Španijo, da bi jo ljudje spoznali in utrdil njen status. To je bilo potrebno, ker je bila ženska. Če bi bil moški dedič španskega prestola, ki bi živel na Dunaju, takšnih propagandnih prizadevanj ne bi bilo treba. Toda strah pred žensko vladavino je bil globoko zakoreninjen in že sama misel, da bi ženska podedovala špansko ogromno cesarstvo, je bila dovolj, da bi pretresla evropske dvore. Ko je Marija Antonija odraščala na Dunaju, je ostajala blaženo nevedna o političnih viharjih, ki so jo obdajali. Medtem ko so velike sile Evrope razpravljale o njeni usodi, je bila vzgajana kot vsaka visokorojena habsburška princesa, obdana z dvorno formalnostjo in služabniki, ki so skrbeli za vsako njeno potrebo. Njena izobrazba je bila primerna za žensko kraljive krvi njenega časa, latinščina in francoščina, glasba ter osnovni elementi humanističnega učnega načrta. Tisti, ki so jo srečali, so jo opisovali kot tiho in resno, a hkrati inteligentno in ugledno. Po materini smrti pa je življenje postalo še bolj strogo.
Kljub temu je Marija Antonija hitro dobila več mačeh zaporedoma. Leopold se je že nekaj mesecev po ženini smrti poročil s svojo drugo sestrično, nadvojvodinjo Klaudijo Felicitas Avstrijsko, članico tirolske veje Habsburžanov. Marija Antonija je imela dober in tesen odnos s svojo mačeho, vendar je tudi ona umrla mlada, leta 1676 zaradi tuberkuloze. Leopold se je nato poročil s tretjo ženo, nemško plemkinjo, ki je bila prav tako njegova druga sestrična, Eleonoro Magdaleno Neuburško. Ona in Leopold sta imela 10 otrok, tako da je Marija Antonija skoraj vsako leto dobila novega polbrata ali polsestro. Ko se je leta 1678 iz tega tretjega zakona rodil deček po imenu Jožef, je to pomenilo, da je končno obstajal moški dedič Leopoldovih naslovov. Zdaj je bila Marija Antonija le dedinja španskega prestola, čeprav je, kot smo videli, vprašanje, ali bo nasledila Karla v Madridu, ostalo problematično. Seveda je vedno obstajala še ena možnost. Marija Antonija bi lahko rodila svojega sina, habsburškega princa, ki bi lahko kot popoln moški dedič uveljavljal zahtevek do španskega prestola. Njen oče, vedno strateg, je že načrtoval prihodnost tega sina, ko je bila še otrok. Saj je vedel, da bi moški naslednik lahko enkrat za vselej zagotovil Španijo za njihovo krvno linijo. Da bi zagotovil španski prestol, je Leopold podal šokanten predlog. Nameraval je poročiti svojo 6-letno hčer Marijo Antonijo z njenim stricem, 13-letnim Karlom II. Španskim. Tudi v družini, zloglasni po porokah med sorodniki, je bila ta zveza presenetljiva. Ne le zato, ker sta bila stric in nečakinja, ampak tudi zato, ker nobeden od njiju ni bil pripravljen na poroko. Karel še ni dosegel pubertete, Marija pa je bila premlada, da bi lahko imela otroke. Kljub temu so leta 1676 njuno zaroko uradno razglasili in za december načrtovali poroko po pooblaščencu. Toda v zadnjem trenutku se je vse skupaj razpadlo. Naslednje leto je Karel obvestil Leopolda, da ne more izpeljati poroke. Španija je potrebovala dediča, njegova nečakinja pa je bila preprosto premlada. Na koncu se je Karel II. Leta 1679 poročil z Marijo Luizo Orleansko, s čimer je očitno zaprl vrata možnosti, da bi Marija Antonija postala španska kraljica. Namesto tega se je pojavil nov načrt. Poročila naj bi se z Viktorjem Amadejem II., mladim savojskim vojvodo, ki je svoj naslov podedoval pri komaj 9 letih leta 1675, toda ta zveza se nikoli ni uresničila. Namesto tega se je leta 1685 Marija Antonija poročila s svojim bratrancem v drugem kolenu, Maksimilijanom II., volilnim knezom Bavarske. Pri komaj 16 letih je zapustila Dunaj in odšla v München, kjer je začela novo življenje s svojim možem. Kmalu zatem je bil Maksimilijan imenovan za guvernerja španske Nizozemske in par je večino časa preživel v Bruslju. V Münchnu in Bruslju je bila Marija Antonija izjemno nesrečna. Na prvi pogled zakon ni bil slab. Maksimilijan je bil le nekaj let starejši od nje, poleg tega pa sta bila dovolj oddaljena sorodnika, da sta nekoliko zmanjšala habsburško parjenje v sorodstvu. A so bili tudi drugi problemi? On je bil družaben ekstrovert, ona pa je bila študiozna introvertka, ki ni marala dvornih ceremonij. Maksimilijan jo je pogosto obravnaval z nespoštovanjem, sodobnik pa ga je celo označil za enega najbolj izprijenih umov in src, kar si jih je mogoče zamisliti. Maksimilijan ni dolgo čakal, preden je prevaral svojo mlado ženo. Javno je grajal svojo ljubico, medtem ko je Marija Antonija prenašala hladen, brez ljubezni zakon, v katerega je bila prisiljena. Vendar njeno največje trpljenje ni izviralo iz nezvestega moža, temveč iz njene lastne, preklete krvne linije. Tako kot številni njeni, tragično zaradi sorodstvenih porok zaznamovani predniki, se je spopadala z nosečnostjo, 2 njena sinova pa sta umrla ob rojstvu v letih 1689 in 1690. Do leta 1691 je bila Marija Antonija izčrpana. Ponovno noseča in nepripravljena prenašati Maksimilijanova ponižanja, je pobegnila na Dunaj ter za seboj pustila nezvestega moža. Govorice so se zdaj razširile, da se nima namena vrniti k njemu.
Nato je oktobra 1692 kljub vsemu rodila zdravega sina, Jožefa Ferdinanda Bavarskega, otroka, ki bi lahko spremenil tok evropske zgodovine. Toda boj Marije Antonije za preživetje še zdaleč ni bil končan. Španski dvor je ob rojstvu Jožefa Ferdinanda, dolgo pričakovanega dediča, izbruhnilo v veselje. Toda ta trenutek zmagoslavja je imel uničujočo ceno, življenje njegove matere. Marija Antonija je trpela zaradi poporodne okužbe, stanja, ki bi ga danes zlahka pozdravili z antibiotiki. Toda v 17. stoletju takšnega odrešenja ni bilo. Telo se je bodisi borilo proti okužbi ali pa ji je podleglo. Ko so tedni minevali, je njena vročina divjala in njena moč je pešala. Do decembra je bilo jasno, da izgublja bitko. Potem, na božični večer leta 1692, pri komaj 23 letih, je Marija Antonija izdihnila zadnjič in za seboj pustila svojega dojenčka, Jožefa Ferdinanda, krhko upanje za prihodnost Španije. Toda ker nasledstvo še vedno ni bilo jasno, so večje evropske sile že opazovale in čakale. Smrt Marije Antonije je povsem odprla vprašanje španskega nasledstva. Do takrat je bilo jasno, da njen stric Karel ne more imeti otrok in da je njegovo zdravje zelo slabo. Sodobniki so pričakovali, da bo umrl vsako leto, v 90. letih 17. stoletja, a je na koncu vztrajal vse do konca leta 1700. V letih po smrti Marije Antonije so se avstrijski Habsburžani silovito borili, da bi utrdili svoj zahtevek do španskega prestola in njegovega obsežnega imperija. Njihov argument je bil, da je bil sin Marije Antonije, mladi Jožef Ferdinand, pravi dedič. Navsezadnje ni bil le kakršenkoli pretendent. Bil je pravnuk kralja Filipa IV., ki je vladal v Španiji od 1621 do 1665, kar je pomenilo, da je bila njegova krvna linija ena najmočnejših povezav z izginjajočo špansko dinastijo. Večina opazovalcev na španskem dvoru se je strinjala, da je Marijin sin najprimernejši kandidat za nasledstvo Karla po njegovi smrti. Vendar je imela tudi francoska kraljeva hiša Bourbonov svoj zahtevek. Hči Filipa IV., Marija Terezija, leta 1660 poročil z Ludvikom XIV., francoskim kraljem, iz katerega zakona se je rodilo veliko otrok in vnukov. Med temi vnuki je bil deček po imenu Filip, pravnuk španskega kralja Filipa III., ki je vladal že na začetku 17. stoletja. Morda bi bil povsem spregledan, če ne bi bilo tragedije. Leta 1699 je edini preživeli sin Marije Antonije, Jožef Ferdinand, umrl za črnimi kozami, najbolj smrtonosno boleznijo tistega časa. Z njegovo smrtjo je zahtevek avstrijskih Habsburžanov po španskem prestolu propadla. Zato so morali svoje ambicije preusmeriti na enega mlajših Leopoldovih sinov, Karla, ki je kmalu postal novi kandidat za špansko ogromno cesarstvo. 1. novembra 1700 je Karel II. Začarani kralj, umrl star komaj 38 let. Kot je bilo omenjeno, njegov drugi zakon ni obrodil otrok in z njegovo smrtjo se je španska Habsburška dinastija končala. Na smrtni postelji je Karel sprejel usodno odločitev. Za svojega naslednika je imenoval francoskega kandidata Filipa in tako zagotovil, da se bo Španija povezala s Francijo. Toda to je povzročilo ogorčenje po vsej Evropi. Avstrijci, ki so jih podpirali Angleži in Nizozemci, tega niso hoteli sprejeti in v nekaj mesecih je bila celina zajeta v vojno. Tako se je leta 1701 začela brutalna vojna za špansko nasledstvo, 13-letni boj, ki je vpletel skoraj vse večje evropske sile. Na koncu je zmagal francoski kandidat in Filip V. je zasedel španski prestol. A z enim pogojem. Španiji in Franciji je bilo prepovedano, da bi se združili pod eno krono. Medtem so bili Avstrijci poplačani z obsežnimi španskimi posestmi v Evropi, vključno z Belgijo, Milanom, Neapljem in Sardinijo. Če bi Marija Antonija ali njen sin preživela, bi bila nasledstvena linija morda precej manj kaotična, zgodovina pa povsem drugačna. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o tej liniji princes iz sorodstvenih porok
in eni najbolj sorodstveno prepletenih dinastičnih linij v zgodovini. Upam, da vam je bilo zanimivo. Sporočite mi v komentarjih spodaj, kaj si mislite o videu, in če želite več daljših videov kot je ta, ali o temah povezanih s sorodstvenimi porokami, mi to prav tako sporočite v komentarjih spodaj. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vse moje videe takoj, ko jih naložim. To je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednji oddaji Forgotten Lives. Hvala.